Doktorica Petra Bole, direktorica Radovljiških muzejev, najprej vse dobro in vse lepo v letu 2021, ki smo ga pravkar začeli, predvsem pa zdravja. Hvala lepa in tudi vam želim eno zdravo in uspešno leto 2021. Tako kot vse povsod, prav gotovo tudi vi zrete z optimizmom v leto 2021. Res je, za nas bo to prav posebno leto, saj odpiramo novo stalno razstavo v Čebelarskem muzeju. S pripravami smo pričeli že preteklo leto, tako da prostori so sedaj prebarvani, parket pobrušen, odkrili smo čudovite freske, poslikave po dometi, ki jih sedaj tudi saniramo, konzerviramo in se že zelo veselimo te nove stalne razstave. No, vi pa pripravljate razstave tudi neposredno v Šivčevi hiši, verjetno tudi zato načrtujete kar dobre razstave v letu? Ja, v prihodnjem letu nas poleg odprtja nove stalne razstave v Čebelarskem muzeju čaka še tudi obeleženje 60 let muzeja talcev v Begunjah, kjer bomo tudi posodobili bomo ta vhodni prostor, pripravili nekaj interaktivnih vsebin. Potem čaka nas en velik projekt, kjer sodelujemo tudi z Turizmom Radovljica, z Urbanom Mangušarjem Manufaktura, z Krajevno skupnostjo Radovljica. Povezujemo rokodelstvo z oblikovanjem in sodobno umetnostjo. Ta projekt bo v juniju mesecu. Potem načrtujemo eno večji projekt, sicer bil je načrtovan za 8. februar, kako bo sedaj z ukrepi, ne vem, ampak sicer pripravljamo spominsko sobo Kroparja, rojenega Kroparja, sicer živečega na Dunaju, Antona Drmote. Ob njegovi obletnici v hotelu Korotan bo spominska soba in pa razstava o njegovem delu. V galeriji Šivčeva hiša pa so čez leto načrtovane razstave od kranjske slikarke Klementine Golja do Karla Plemenitaša. Predstavljali bomo razglednice Radovljice in okoliških krajev, umetnost Krpank, skratka veliko. Knjižnice in pa muzeji so vrata odprli svojim obiskovalcem. Ste se tega razveselili ali ste se tako rekoč po eni strani bali, kaj se bo zgodilo? Ja, vrata smo odprli, ampak dejansko nekega obiska pa ni bilo. No. Tako da zdaj situacija je takšna, da prenavljamo muzej, galerija Šivčeva hiša pa je odprta. Ja. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam.